Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz studia Idrijskih novic. Gost današnje oddaje o kulturi je pisatelj Davorin Lenko. Davorin, lepo te pozdravljam v studiu. Kako si? Lep pozdrav. Dobro, hvala. Ponovno v Idriji po nekaj časa, ampak dobro. Najbrž je vseeno malo nenavadno priti po dobrem letu nazaj v kraj, kjer si dolgo živel in pač videti, a si že zdaj videl, se je kaj spremenilo med tem, kaj ti ni bilo? Nekih velikih sprememb nisem opazil, ampak je pa zanimiv občutek vrniti se. Malo nostalgičen, malo pozitivno, malo na ta način, ki te stisne. Ampak nasplošno sem v redu in zadovoljen, da sem spet tukaj. No, jaz bi mogoče pojasnil za tiste, ki ne vejo. Jaz sem tvoj urednik, midva se poznava zdaj že kar nekaj let, pravzaprav tudi že preden sva sodelovala skupaj pri tvoji prejšnji knjigi, zato te bom ves čas stikal, naj mi pač gledalci ne zamerijo tega. Danes pa se bova pogovarjala o knjigi, ki je tamkaj za tabo, in sicer je to Psihoporn, zbirka kratke proze. In jaz bi kar začel v resnici čisto na začetku, in sicer pri naslovu. Kaj pomeni, zakaj je naslov Psihoporn, kaj naj bi to pomenilo? In ali to vendarle pomeni že, ali to že napoveduje, kaj je tema pravzaprav te knjige? Ja, v bistvu naslov, moram povedati, da sem jaz zelo zakompliciran človek, kar se tiče naslovov. Si zelo veliko časa dopustim, da najdem pravi naslov, včasih ga tudi ne. V tem primeru mislim, da sem našel prav naslov za to knjigo. Spreletelo me je sicer čisto po poslušanju Lady Gaga, ker ona pač ima te nenavadne skovanke in se je obdržal mi v mislih, je šel čez vse teste, tako rečeno. In ja, mislim, da je tako dokaj preprost, ampak hkrati dovolj kompleksen in naslov, ki v bistvu tudi pove to, o čem knjiga govori. Torej, knjiga v bistvu govori o nekakšni psihološki komponenti seksualnosti. S tem, da mogoče bi pa res bil povsem pravilen naslov Psihoseks, ampak to se ne sliši tako dobro kot Psihoporn. Ja, verjetno res ne. Je pa zelo zanimivo. Pač meni se zdi, da če tukaj ostaneva še malo na površini, že ko knjigo odpreš, jaz mislim, da takoj opaziš, da je ta knjiga vendarle nekaj posebnega, da so te zgodbe nekaj posebnega, kajti že na prvi pogled vidimo takoj, da gre za, da pravzaprav ni nobenega spremnega besedila. To so zgodbe, ki potekajo samo v dialogu, oziroma včasih pri kratkih zgodbah celo nekakšnem monologu v nekaj izrečenih replikah. Kako si sploh prišel do ideje tega, da pravzaprav napišeš zgodbe kot nekakšno napol dramsko besedilo? V bistvu se je začelo leta 2017, ko sem me iz Društva slovenskih pisateljev povabili, da bi sodeloval pri antologiji Opazovani. To so v bistvu izbrali 5 avtorjev in v bistvu naročili kratko zgodbo na temo nadzora, opazovanja, tudi voajerstva. Bil sem v obdobju, ko sem iskal nove tehnike izražanja in meni so že od teles naprej vsi vedno govorili, da mi dialogi izjemno tečejo, da sem v tem dober. In na neki točki sem se očitno odločil to res preizkusiti. Nastala je ena kratka zgodba o dialogih, nastala je druga, nastala je tretja. In na neki točki sem se vprašal, v bistvu ugotovil, da imamo v bistvu material za knjigo. In to pravzaprav na nek način res lepo poveže celo knjigo strukturno skupaj. Res iz teh dialoških zgodb nastane neka strukturen statement, neka izjava. In to mislim, da v primeru te knjige to ful drži, da ima svojo težo. No sej, zdi se mi, da seveda pišeš tisto, kar ti dobro leži, ne? Če ti dobro ležijo dialogi, zakaj ne nazadnje ne. Mi je pa zanimiva še ena mogoče stvar, če se vrneva zdaj mogoče najprej malo nazaj. Ne? Prve 3 knjige, se pravi Telesa v temi, roman, pa postopoma zapuščati Mizantropolis, se pravi zbirka kratkih zgodb, in naslednji roman Bela pritlikovka, na katerem sva midva že sodelovala, naj bi po tvojem predstavljale enoten cikel, se pravi nekakšne 3 povezanih, neuraden cikel, sicer, ker nima nobenih podnaslovov. Najprej, če morda poveš nekaj o tem, o prvih svojih 3 knjigah. Ja, ta trilogija o telesnosti, kot jo imenujemo, oziroma trilogija teles, je nastala povsem nenačrtovano. To sem v bistvu ugotovil, da tvorijo trilogijo šele ob nastajanju 3. knjige. Gre pa v bistvu za to, da je nek pripovedni lok, ki gre od začetne kastracije tega pripovedovalca Teles v temi,
prek raznoraznega eksperimentiranja, prek raznoraznih ekstremov, v nekakšno, kako bi rekel, eksplozijo supernove, v nekakšno razrešitev tega konflikta, ne, v beli pritlikovki. In zato je v bistvu res se ustvari nekakšen pripovedni lok, čeprav zadeva absolutno ni bila načrtovana. In tudi recimo nek bralec, ki bo začel brati belo pritlikovko, ne bo povsem nič prikrajšan, ker zgodbe, sama fabula med sabo ni povezana. No, to se mi zdi zanimivo. Pač tukaj praviš, nisi načrtoval, zgodilo se ti je, oziroma razjasnilo se ti je nekako s tretjo knjigo šele, ampak zdaj pa načrtuješ. Ne? Se pravi, tale nova zbirka kratke proze, se pravi Psihoporn, pa ima podnaslov Rezilo in že da je del cikla z naslovom Ženska. Se pravi, zdaj pa že veš, kaj želiš in veš, da bojo to spet 3 knjige ali kako si pa zdaj pri tem. Ja, in tukaj je spet isto. Vsaka knjiga je moč brati povsem samostojno, to mi je zelo pomembno, ker sicer izgubiš določen del bralcev. In tudi mi je pomembno, da je pač res vsaka samostojna, tudi brez tega. Gre pa v bistvu za to, da Psihoporn je kot nekakšen zastavitev tematike, zastavitev problema. Knjigi, ki pa boste sledili, sta pa v bistvu lahko 2 različna odgovora na to začetno vprašanje, oziroma lahko gledamo tudi bolj linearno, v smislu, da je drugi del, torej ta prihajajoči roman Cona, nekakšna najtemnejša ura noči pred zoro. V bistvu grem zelo proti nekemu pozitivnemu zaključku, ampak skozi, kako bi rekel, zelo globoke in zelo temne vode. Kakšna je pa razlika, zakaj cikličnost pravzaprav, zakaj te mika pri tem? A to pomeni preprosto čist nek razlog, da so neke teme, ki se ti zdijo tako zanimive in ki te tako intrigirajo, da jih pravzaprav ne moreš na nje odgovoriti z eno knjigo in rabiš več knjig, ali kaj je pravzaprav razlog, da si se nenazadnje zdaj res odločil za tak način ustvarjanja? Ja, v bistvu je na eni strani je želja, da recimo posamezne dele sestavim v neko večjo celoto. To je res. Po drugi strani pa recimo tega koncepta, ki je cikl Ženska, bi bilo recimo povsem nemogoče v celoti izpisati v dialoških kratkih zgodbah. Je nemogoče. In to pa že samo po sebi implicira, bodisi da je Psihoporn povsem samostojna enota, oziroma da nadgrajuješ, ampak z romanom oziroma drugo knjigo, ki ima povsem drug stil, povsem druge tehnike pripovedovanja. V bistvu gre za nek način za tehnično rešitev. No, kot zdaj slišimo, jaz mislim, da smo zdaj potem razumeli vsi, da si izredno konceptualen ustvarjalec, skratka imaš neko idejo, ki te vodi, po kateri nastajajo tvoja dela, ampak recimo, če se vrnemo zdaj konkretno k Psihopornu, tudi tukaj si imel, kot si že rekel, neko zelo jasno idejo, kaj hočeš narediti. Kako se ti pa potem zgodi, ko knjiga izide nazadnje, ko jo prebereš, ko jo vidiš, ko jo pravzaprav narediš, kako se ti pa koncept med pisanjem samim spreminja, kako pravzaprav na koncu dobiš idealno tisto knjigo, ki si jo želel na začetku, ali vendarle pride do nekih sprememb vmes med pisanjem, med ustvarjanjem? No, do nekih sprememb vedno pride, ampak Psihoporn je moja 4. knjiga in lahko rečem, da konceptualno najmočnejše stoji, vsaj kot jaz dojemam to zadevo. In tudi pri Psihopornu mislim, da je bilo do zdaj najmanj razlik med to začetno idejo in končno realizacijo. Tudi recimo celotna struktura, kako so te kratke zgodbe med sabo povezane, v kakšne sklope so razporejene, pa to. Mislim, da je to moje najbolj premišljeno in moje najbolj premišljeno in konceptualno dodelano delo do zdaj. No, ko smo že omenili, gre za zgodbe, ki so izpisane samo v dialogih, brez nekega pripovedovalca, ki bi komentiral dogajanje, ki bi nenazadnje opisal like, ki bi opisal njihovo razmišljanje, pokazal pač razlike med tem, kar govorijo, med tem, kar mislijo, med tem, kar govorijo, kar delajo. Zdaj, mogoče bo to marsikakšnega bralca malo zmedlo, ali pa tudi ne nenazadnje, ampak a to pomeni, skratka, če imamo dialoge, a ti pripovedovati, ljudje, ki se pogovarjajo o teh rečeh, zmeraj govorijo resnico, in kako si pravzaprav ti se spopadal s tem mankom tega komentarja, pravzaprav s tem,
da v resnici tukaj zdaj moraš tudi kot pisatelj nekako vzbuditi neko popolno zaupanje ali pa neko nezaupanje vpet v sam dialog, da bralec razpozna, da mogoče pa ni vsega verjeti ali pa vsega jemati z 100% zanesljivostjo. Ja, to je zelo zanimiv, ampak bom to poimenoval stranski efekt, stranski učinek tega, vsaj tekom prvih 3/4 dela na knjigi, sploh nisem imel ozaveščeno. Sem seveda se zavedal mogoče naravne zgodbe oziroma naravne določene replike, a ne, da gre določena replika mogoče v kontra neki repliki odprej. Se je izkazalo pa za zelo močen stranski učinek, ki na nek način mislim, da doda vrednost in težo celotni zbirki. Doda eno dodatno dimenzijo. Ker namreč, če imamo mi neko izjavo, recimo en klasičen roman s pripovedovalcem, imamo izjavo, včeraj sem zadel 10.000 evrov, je rekel Janez. Se je zlagal Janez. Se je pohvalil Janez. To so vse neki napotki, k razumevanju tega Janeza. Medtem pri dialoških kratkih zgodbah imamo pa samo to izjavo in je povsem na bralcu, da temu verjame ali pa pač tudi ne. In ja, mislim, da je to ena taka dodatna dimenzija k temu. Ker določene izjave, določene literarne osebe v tej knjigi so res zelo ekstremne v svojih mišljenjih in prepričanjih. In je povsem normalno in mislim, da zaželeno strani bralca, da določene izjave postavi tudi pod vprašaj, koliko je to v bistvu kar bere resnica. Vse to je seveda pa izjemno skladno z postmodernističnimi poetikami. Ampak v nasprotju s telesi v temi, kjer sem vse to imel zaveščeno, kjer sem to za nalož delal, je to psihoporno prišlo povsem spontano, toliko spontano, da sem šele sam ugotovil pravzaprav naknadno, zakaj gre. No, ko smo že pri teh ekstremnih značajih oziroma pri teh ekstremnih izrekanjih, pri ekstremnih izjavah, je treba reči, da seveda psihoporn zdaj odpira ogromno enih tematik, ogromno enih problemov, ogromno enih stvari, ki se tičejo odnosov med ljudmi, odnosov med spoloma, ne nazadnje seveda erotike, ampak ena izmed teh zelo pogostih tematik je seveda tema monogamnega razmerja oziroma možnosti monogamnega razmerja, ki ga naša zahodna kultura postavlja kot tisto razmerje, ki nas osreči. Skratka, vse vemo, v vseh reklamah, v vseh filmih mora on najti njo in bosta potem srečna. No, zdaj, v kakšnih bolj razsvetljenih je tudi on najde njega in ona najde njo in tako naprej, ampak zmeraj moraš najti nekoga in imeti zvezo z njim in biti mu zvest in biti znotraj tega srečen. Kaj pravzaprav psihoporn naredi s to temo? Kaj pove o njej? Mislim, da predvsem postavlja vprašanja. Nisem ne nasprotnik, niti ne smrtno resen zagovornik monogamnih razmerij. In ja, mislim, absolutno sem pa mnenja, da monogamno razmerje samo po sebi ne osrečuje. Samo zato, ker je. Podobno kot nobena druga partnerska ureditev ne osrečuje sama po sebi. Vedno je potrebna neka dodatna komponenta. V bistvu se mi je zdelo zanimivo, ker to je ena takšna tema, ki imamo v zahodni kulturi vsi nekako inštalirano v glavo. Vsi imamo to pred sabo, to idejo, ampak dejstvo je, da veliko ljudi pač enostavno ni sposobnih voditi monogamnega razmerja, zato pa pride do afer, do prešuštništva in vsega tega in iz tega sledijo seveda vse možni negativni efekti, največkrat ločitve in podobno. Zelo malo ljudi pa menim, da se prav sprašuje o tem, koliko to potrebujemo oziroma različne nijanse monogamije, različne nijanse, kaj šteje kot afera in kaj ne šteje kot afera. Je dovolj misel, ni dovolj misel, šteje samo dejanje. In zdaj se mi, da v tem primeru psihoporn predvsem postavlja vprašanja, poskuša prikazati ta problem kot, da ni tako zelo preprost, ali si preprosto z nekom ali ne. Tudi recimo eden mojih najljubših filmov od Stanleya Kubricka, Široko zaprte oči, je v bistvu prav tako film o monogamnem razmerju, kjer se sproži cel plaz zelo nenavadnih dogodkov, pa sploh ne zaradi tega, ker bi tega junaka njegova žena prevarala, ampak zato, ker je 3 leta nazaj pomislila na to.
in se sproži res bizarnosti, a ne, ampak mogoče sem poskušal na podoben način postavljati vprašanja, iti stran od teh samoumevnosti, od tega črno-belega ločevanja. No, v tej zbirki Psihoporni imaš tudi 42 kratkih zgodb, to so zgodbe, ki so res dolge, mogoče 3-4 vrstice včasih še manj od tega. Ta razdelek se imenuje Škorpijonov povratnik, gre pa za zelo poetična, že skoraj pesniška besedila, ki pušča, jaz mislim, da ogromno nekih možnosti bralcev, da sam interpretira, o čem izjave, kaj govorijo, kaj je zgodba te izjave, ampak nekje si omenil, da je ravno teh 42 kratkih zgodb tvori hrbtenico te knjige. Zakaj se ti to zdi? Zakaj recimo ravno ta razdelek, ki jo primerjavi, so res te zgodbe zelo, zelo kratke, zelo pesniške, za razliko od večstranskih, dolgih dialogov? Na nek način gre za mogoče podobno zadevo, kot je dramski koncept vrha oziroma vrhunca neke predstave, ko enostavno ne gre več dalje in sledi lahko samo še razplet. In te kratke zgodbe, ta Škorpijonov povratnik, deluje na podoben način. Prej zgodbe, ki so prej, oziroma sklopi zgodb, ki so prej, v bistvu prikazujejo probleme pač iz različnih zornih kotov, a ne? Tukaj pa res pride samo še do izjav, pride kot do nekakšnega ognjemeta misli, izjav, fragmentov iz življenj zelo različnih ljudi v zelo različnih situacijah, a ne? In tukaj v bistvu pride do neke kulminacije, do nekega združka. Zato menim, da gre za hrbtenico. Brez tega tudi naslednji cikl, naslednji sklop, Most, niti ne bi deloval, a ne? S tem, da Most je seveda že uvod v mojo naslednjo knjigo. No, kot vsak most seveda vodi od enega brega do drugega, oziroma z ene strani do druge. V nekem intervjuju si rekel, in zdaj te bom citiral, da Psihoporn prikazuje moralno siv svet, kjer je koncept človekove nedotakljivosti pogosto v konfliktu z njegovimi osnovnimi potrebami in željami. Lahko mogoče to malo podrobneje razdelaš, da bomo lažje razumeli, kaj si hotel povedati? To je v bistvu en koncept, ki mi je, podobno kot monogamija, mi je zelo zanimiv za raziskovati, razmišljati o tem, ne. Namreč v spolnosti je pač dovoljeno marsikaj, kar je sicer povsem nezaslišano in v nasprotju z vsemi etičnimi in moralnimi načeli, ne. S tem, da res v Psihopornu sem prikazal ljudi, ki so zelo pogosto prikazani ljudi, ki točno vejo, kaj hoče in to tudi znajo vzeti. To je mogoče že malo ničejansko vse skupaj na momente. In ja, ravno ta razmerje, ta dvojnost tega, kaj je v spolnosti dovoljeno, torej ne vem, vstopu drugega, dobesednim, prav nič metaforičnega ni na tem, ne. To so v bistvu, če po svoje pogledamo, je to v bistvu precej nasilno dejanje, ne. In kako zdaj upravičiti znotraj, ne vem, koncepta človekove nedotakljivosti in vse to, upravičiti to neko, bom rekel, nasilje, ne. In ja, ne vem, kaj naj rečem, to je koncept, ki mi je izjemno fascinanten in ga poskušam raziskovati iz različnih zornih kotov, ne. Zornih kotov tistega, ki zna vzeti, ki hoče vzeti, zornega, predvsem pa zornega kota tistega, ki mu to ni težava, ki v tem ne vidi težave, oziroma zornega kota nekoga, ki to poskuša razumeti, pa mu ne gre najboljše to razumeti. No, ko smo že pri tem, s čim imajo vse ljudje težave, rečeva tudi takole, mogoče za zadnje vprašanje, da te vprašam, to je zelo, bi rekel, odkrita zbirka kratkih zgodb, tukaj se ljudje pogovarjajo res najbolj intimne reči, notri vendarle nazadnje sta dve kratki zgodbi, ki pripovedujeta tudi zgodbo dveh žensk, ki skušata posneti, ki bosta posneli pornofilm, recimo, ne. Kaj pa, kje je pa koncept sramu tukaj? Vemo, da veliko pisateljev se recimo izogiba takih tem nasploh, ali pa jih izredno olepšujejo, idealizirajo, skratka, saj vsi poznamo te prizore iz romantičnih ljubezenskih romanov, ne, kjer v spolnosti, ko se pač
se moški in ženska znajdeta v posteli, nenadoma pokaj ognjemeti, oba prideta istočasno do orgazma in podobne zadeve, ne. Kje je, zakaj, kako ti najdeš pravzaprav, bom jaz rekel, neko voljo do tega, da pravzaprav pišeš zelo odkrito srčno o nekih rečeh in zelo, zelo realistično, no, da pravzaprav se trudiš ne idealizirati. Je tudi to pač ena izmed potez, ki jih ti rabiš za svoje pisanje in ustvarjanje? To je zadeva, na katero zelo pazim. Mislim, načeloma sem mnenja, da pornografijo pisati ni težko. To je lahkotna zadeva za delati. Zdaj, pisati o pornografiji ali pisati o pornografiji in s tem povedati še nekaj več o, ne vem, človeškem izkustvu biti človeka, ne? To je pa težje početje, ne? In temu sem se poskušal približati, sem poskušal povedati še nekaj drugega, oziroma v najslažjem primeru, najbolj enoznačnem primeru, vsaj orisati karakterizacije ljudi, ki k temu pristopajo zelo odkrito, ampak tudi ta odkritost je lahko iz povsem različnih bregov, a ne. Nekateri iščejo samo potrditev, nekateri iščejo nekaj novega, nekateri so res v to prisiljeni, ampak nikoli nisem kupil te ideje, da se pa vsi, ki so v pornografiji, v to prisiljeni. To niti približno ni res. To je mogoče bilo včasih, ampak z razmahom digitalnih tehnologij ta argument enostavno ne zdrži več vode. In ja, hkrati je pa to ena taka zadeva, ki je precej nova, mislim nova. Nihče, vsaj po mojemu poznavi, se ne ukvarja z literalizacijo oziroma tematizacijo pornografije, oziroma so ful v manjšini. In se mi je zdel zelo zanimiv material zapisati o tem. No, jaz mislim, da je nastala tudi seveda izjemno zanimiva knjiga o tem, zanimive kratke zgodbe. Davorin Lenko, jaz se ti zelo zahvaljujem za današnji pogovor. Vam, gledalke in gledalci, pa seveda se zahvaljujem za pozornost in upam, da sva vas z Davorinom prepričala, da si Psihoporn poiščete v najbližji dobro založeni knjigarni ali pa knjižnici. Lep pozdrav!